Danes smo v BTC-ju, kjer sem se odzval povabilu BMW-ja na predstavitev čist nove iX3, se pravi električne X3, ki prinaša ogromno novosti tako zunaj, kakor noter. Zdaj pa, brez veze, da nekaj nakladam, gremo si pogledati malo bližje, najprej nam bojo predstavili, kaj vse je tukaj novega, potem se gremo malo zapeljati, pa si jo pa še skupaj malo pogledamo. Nekaj tako imenovanih supplierjev prihaja tudi iz Slovenije, morda ve kdo kje? Jaz vem, to delamo pa pri nas v Spodnji Idri. Saj en del tega pa vam lahko danes povem in pokažem. Hidrija je približno 2 leti nazaj zgradila tale objekt za mano. Tole je novi EV plant, kjer izdelujejo ključne komponente za električna in hibridna vozila. In prav za nov BMW iX3 tukaj izdelujemo statorske in notranske pakete, ki so glavna komponenta elektromotorjev. Ti paketi so pol poslani naprej v BMW obratu Steyr, kjer elektromotorje skompletirajo, od tam naprej pa jih pošljajo naprej na Madžarsko v Debrecen, kjer so elektromotorji še vgrajeni v avto. V drugem proizvodnem obratu Hidrije pa izdelujemo za ta dotični model še pokrov gonila krmilnega sistema. Zdaj pa čas za vožnjo, pa da vidimo, kako je tale nove klase. Evo, z mano bo danes še Tim. Živijo. Tako da najprej boš vozil ti, tako da se jaz malo razgledam tle not, pa se pa zamenjava, pa bomo videli. Takole se zdaj vidi tale zaslon, v bistvu, ki se res razprostira tle od A do A stebrička, čez celo širino. In v bistvu, jaz tudi se nisem znal prav predstavljati, kako bo to v živo v avtu izgledalo, ampak dejansko, takole, ko so te ikone toliko povečane, praktično res poskrbijo, da ne rabaš gledati ful dol iz cestišča, ampak praktično imaš tam vse te glavne informacije. Pa je pa seveda zdaj tudi tale zaslon, tle pa tale volan, ki je malo funky oblike. Mi je pa všeč, da so naredili tale greben sredinski tako ful velik, da dejansko pač so odlagalne površine, so polnilne postaje in nasploh. Tako na prvi feeling zelo fajn občutek v kabini, tudi materiali zaenkrat izgledajo ful dobri. Že prej noter sem gledal malo te tkanine, so v bistvu tako zelo naredko narejene, da je v bistvu tudi neka vrsta ambientalne osvetlitve tlele pride po noč. Pa kontrole, zdaj ne vem, a ti veš mogoče, a so to na novo zdaj na vratih pri BMW-ju prvič ali je bilo že prej? Mislim, da prej ni bilo. Prvič, malo bolj tak drugačen vibe, ne, ampak sej razumem, ne, mene zmer mot, recimo, če imaš uro, pa dobro, jaz imam tako, ampak kad tlele pol grabaš tam, pa si pri vratih drsaš uro, ni lih najbolj, ne. Tako da mogoče z tega vidika je ful dober, tele je tudi tukaj za odpiranje vrat. Pa seveda tudi nimamo nikjer več start-stop gumba, ampak se v bistvu vožnjo aktivira z pritiskom na bremzo. Pol pa načeloma tudi tlele na tem izbirniku prestav z B-jem pridete na one pedal driving. Zdaj pa gremo. Pa lih sem razlagal Timu, ne, na teh vožnjah je zmer pol inštruktor z walkie-talkijem, ki se ful rad razgovori, tako da bomo malo po presledkih snemali tole, tako da zdaj najprej se gremo malo zapeljati, da dobimo malo občutka, še zmer to, da on se sam predstavitev ni test, ker pač bomo preživeli relativno malo časa z avtom, ampak tako da dobimo malo več feelinga, kako pa kaj, pa mogoče na kakšen daljši test. Evo, zdaj sva se pa s Timom še malo zamenjala, tako da še jaz pridem malo za volan. Zdaj, v glavnem, prva ugotovitev, ki sva imela, avto se res udobno pele, tudi glede na to, da ni na zračnem podvozju, ampak je pač neka klasika, je ful uglajen, ful lepo požira te luknje, ni pa neki pretirano dinamičen, seveda tudi na račun tega, ker je pač avto težek, a ne? Mislim, da je tam dobre 2 tone 300, no, tako da, ja, še malo potnikov, da daš noter, pa si hiter čez 2 toni pa pol. Je pa prva stvar, ki so nam je tudi že tam povedali, ta njihov pameten računalnik ful lepo upravlja z tem pospeševanjem in z bremzanjem, se pravi, vi lahko vozite z enim pedalom, se pravi, tem za plin, dajmo reči, tudi če smo v električnem avtu. In so te pojemki pa pospeški lahko ful uglajeni, kar pa se mi zdi, da je največ vreden v takem avtu in ti da pač najboljši experience. In tudi pol med samim dejanskim pojemkom zaradi rekuperacije ali pa zaradi same bremze, ta prehod, bom rekel, je zelo, zelo omehčan.
tako da praktično ne čutite, kdaj ste šli iz bremzanja na samo rekuperacijo. Tako da to je ena stvar, ki mi je zelo všeč, pa tudi zdaj iz tega vozniškega dela. Tale kokpit spredaj je res ful fajn, ful pregleden. Imate pa pol tudi v bistvu zelo velik head-up display. V tem primeru zdaj mi kaže pač pot, ovinke, tako da tudi malo naprej lahko vidiš pa pričakuješ, kaj je pred tabo, sploh če si na kakšni taki vijugasti cesti. Še ena stvar, ki bi jo rad poudaril, je pač sama prostornost kabine. Zdaj sicer tle imamo nek ta M-Sport paket noter, tako da je vse v bistvu bolj v črni barvi in deluje tudi malo bolj utesnjeno. Ampak nasploh se mi pa zdi kabina zelo prostorna, tako da za X3 je tole kar super, ker vemo, da pač itak modeli s posodobitvami zdaj zmer bolj raste in tudi tale ni izjema, ne. Pa če se dotaknemo še samega dizajna te notranjosti, tako kot sem že povedal, je tudi tle v bistvu vse na novo, ful futuristično, ogromno enih elementov. Zdaj imamo se prav tale ekran tukaj, pa tistega spredaj, ki se razprostira čez celo širino. Pa imamo tudi tale nov volan, ki je tudi take zelo zanimive oblike, tak nepravilen pravokotnik, so oni rekli. In v bistvu zadeva deluje, no. Mislim, meni je ful všeč ta del tukaj, ki imaš pa oba palca gor lepo počivata. In se mi zdi, da za samo vožnjo jaz sem zelo hitro ga osvojil. Pa je tukaj tudi veliko fizičnih gumbov, ki so jih gor ohranili, kar tudi ni slabo, tako da imate pač ta glavne bližnjice lepo tukaj, ki morajo biti in so pač hitro dostopne. Drugače pa kaj ne rečem, sama tehnologija, itak pač BMW je že od nekdaj znan po tem, da upele kakšne novosti in da pač so avti lahko tudi opremljeni res do zob, tako da tukaj ne manjka praktično ničesar. Tudi sama preglednost avta mi je ful všeč, ohranili so zelo velika ogledala, sicer mogoče ta površina samega ogledala bi lahko bila malo večja glede na celotno ohišje, ampak ok, nimam pripomb čez preglednost. Tudi, ko se tele kljuke pospravijo pri stran, praktično je cel bok avta kar dosta raven, edin zadaj vidiš malo bolj te široke boke, ampak je zelo pregleden, tudi sprednja šipa, zadnja šipa ni premajhna. Tako da kar se tega tiče, ful dober. Zdaj med samimi materiali v notranjosti lahko itak verjetno še ful stvari zbirate bolj pri dodatni opremi, ampak načeloma že tale tle s tole alkantarco okrog in okrog je ful lepa, pa imamo pol tudi tale nek, po mojem, s Timom se prej debatirala, malo recikliran material, ki po noč pride še bolj do izraza, ki se pol svetloba spusti čez od ambientalne osvetlitve. In nasploh se mi zdi, no, za prvi feeling ful dober. Zdaj, če se dotaknem še malo samih pogonov pa baterije, kot so nam že prej noter razložili, tale iX350 v bistvu ima 108 kWh veliko baterijo, kar pa tudi pripomore k temu, da ima avto po VLTP-ju čez 800 km dosega, kar je pač, se mi zdi, da trenutno res ena ful velika številka. Zdaj v praksi jaz ne morem povedati, kako je to zdaj. Sam produktni menedžer nam je povedal, da je on v povprečju prevozil tam nekje dobrih 650 km, kar se mi zdi tudi ful dobra številka, sploh za toliko velik avto, a ne. Elektromotorje imamo se prav na sprednji in zadnji osi, tako da je 4-kolesni pogon X-Drive, sicer pač električna verzija le-tega, a ne. In tudi, kakor so nam razlagali, zdaj jaz ne bom šel preveč v tehnične detajle, ker je pač te stvari so opisane bolj na njihovih cenikih pa katalogih, tako da si lahko bolj tam v detajle preberete, ampak naj bi s to njihovo tehnologijo dosegli do 20% boljšo gostoto energije in s tem pač lahko na to baterijo spravijo pač toliko več energije, da ima avto res en tak spodoben doseg, ki ne moramo reči, da je pol zdaj sam še za te mestne vožnje pa krajše relacije, ampak z njim lahko potujete res tudi na kakšna daljša potovanja. In še ena stvar, 800-voltna arhitektura, tukaj pol dobimo tudi možnost res hitrega polnjenja, kakor so nam povedali, če se prav spomnim, 400 kWh, kar pomeni, da če prijete res na eno zelo hitro polnilnico, lahko v 10 minutah dobite tudi več kot 300 km dosega, kar pa res ni slabo in bom rekel, sej po 500-600 km tudi vi rabite kakšno pauzo za WC ali pa kaj podobnega, tako da če se izide, da se vam ta pot lepo naračuna s pravimi polnilnicami, praktično se boste vozili kot v navadnem avtu z normalnim motorjem. Tako da tle pa BMW se mi zdi, da že kar zabriše tisto mejo, zakaj je električen avto dober, pa zakaj ne, ker s tako uporabnostjo se pa po mojem že kar da.
Zdaj pa jaz tole odpeljem še do konca, pa se pa mi nekam parkiramo, pa si jo še malo pobliže ogledamo na zunaj pa na noter. No, pa takole izgleda kabina še z vozniške strani, tako da tale volan res, pač tale del tlele ful dobro sede v roko, tako da, kakor je mogoče na pogled malo naroden dizajn, je vse z razlogom, no, tako da res dobro je, pa tudi tale del tlele zelo dobro izgleda v Alcantarci. Evo pa še takole tale displej, pa še head-up displej se lepo vidi. Tegale sva vozila v beli barvi, meni je v bistvu bel dejansko lepši, kot pa moder. Tako da, evo, to je zdaj ta nove klase spreden del avta. Meni na fotkah pa na videih nikakor ni bil všeč, ampak zdaj, ko ga vidim pa v živo, ja, mi bo pa počasi kar prerastel k srcu, no. Tako da, ne vem, napišite spodaj, kako se vam zdi, ampak ja, jaz predlagam, da, ko ga vidite v živo, je zgodba kar malo drugačna. Zdaj pa, tako kot smo že prej gledali, na stranskem delu se mi zdi, da ni nekih posebnih stvari, kljuke pridejo takole ven in se pa v bistvu niti ne odprejo, ampak je nek gumb, takole zgleda pa tudi tlele na vratnem panelu, zelo clean vse skupaj, pač notranjost je res minimalistična, takole se pa tudi vidi sedeži, tele so pač malo bolj športno naravnani, tako da pride pa tudi tele modri šivi, Alcantara pa perforirano usnje. Tukaj imamo potem dva cup holderja, polnilc za telefon, tukaj je pač ta izbirnik smeri in tukaj spodaj imamo tudi še eno odlagalno površino. Zdaj se pa postavimo še na zadnji del, tukaj ga v bistvu sploh še nisem pogledal, ampak evo, tudi tukaj imamo prostorno kabino. Pozna se, da je baterija res položena čist k tlom, tako da je tudi tale sredinski del tukaj zelo globok, tako da pač noge grejo lepo pod sedež, tja kamorijo. Tukaj zadnji imamo tudi tale del za upravljanje klime, pa 3 sedeže. Da si pa na hitrca še pogledamo prtljažni prostor. Če bom zadev tipko sprve, bom, evo, takole zgleda. Za to velikost se meni zdi kar zelo prostoren, tle imamo še sicer malo placa za kakšne polnilne kable. Si pa pogledamo še avto od zadaj. Ima tudi take zelo posebne luči, se mi zdi, da na to barvo zelo dobro pašejo, no? Tudi s temle difuzorjem. Tole so oni poimenovali v bistvu črka L, meni zgleda kaj na golf palca, tako da si bom mogoče potem zapomnil. In pa, evo, takole zgleda še z te strani, tukaj imamo pa še ChargePort. Če se bo zdaj odprl, ta se odpre takole navzgor, elektronsko, in tukaj imamo pa zapolnjenje, se takole nazaj zapre. Tukaj imamo potem tudi tale posebna platišča, tele so 21-colska, mislim pa, da grejo tudi 22-colska gor, ampak zaradi udobja bi se jaz pri takem avtu prej odločil za manjše, kakor za večje, no. To je to z moje strani, hvala še enkrat BMW-ju in Autovalisu za povabilo, jaz sem zelo užival na tej predstavitvi, tako da vi pa napišite spodaj, če vas še karkoli zanima, pa kako se vam zdi tale X3.